Tokrat v občinskem informatorju. Mariborčani potrebujejo stanovanja. 10. jubilejni pohod Koraki za korakce. 60 let zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor. Bogračijada. 14. poklon Ezleku. Odbojkarji uživali na mivki. Kmalu 27. športni vikend Maribora. Lepo pozdravljeni. V Mariboru je 2080 neprofitnih stanovanj, ki so v lasti javnega medobčinskega stanovanjskega sklada, a tudi to ni dovolj glede na potrebe in želje ljudi. JMSS sicer razpolaga tudi z začasnimi bivalnimi enotami, službenimi in tržnimi stanovanji. Slednja pa so vzbudila veliko zanimanja na javnih dražbah. 120 tržnih stanovanj, 50 začasnih bivalnih enot in 30 službenih stanovanj so številke, s katerimi operirajo v javnem medobčinskem stanovanjskem skladu Maribor. Največ, a še vedno premalo, pa je neprofitnih stanovanj. V lanskem letu, 1. oktobra, smo izvedli javni razpis, katerega smo konec maja zaključili in zdaj v poletnih mesecih bomo ta stanovanja tudi pričeli deliti upravičencem. Gre za 50 neprofitnih stanovanj, glede na število prosilcev pa ocenjujejo, da bi jih do leta 2025 za oddajo potrebovali še 600. V bistvu imamo mi večina stanovanj zasedenih, ponujamo neprofitna stanovanja, kar je razvidno tudi iz lestvic, ki jih imamo, lestvica A in lestvica B z lastno udeležbo, kjer se upošteva tudi dohodek, tako da potem na podlagi tega tudi delimo stanovanja. Povprečna najemnina neprofitnih stanovanj v lasti ali upravljanju JMSS Maribor znaša dobrih 143 evrov oziroma približno 2,7 evra na kvadratni meter. Večina stanovanj je obnovljenih, razen dobrih 30 praznih stanovanj, za katere so ocenili, da obnova ni ekonomsko utemeljena. Te so prodajali na javni dražbi. Imamo na dražbi 33 stanovanj, za 5 od teh ni bila vplačana varščina. Imamo 221 dražiteljev, torej za teh nekaj stanovanj, kar verjetno pomeni, da je ponudba stanovanj v mestu zelo majhna, da se je v bistvu toliko ljudi odzvalo. Največ povpraševanja je bilo za stanovanja v središču mesta, a več dražiteljev pomeni tudi višjo končno ceno. Ja, malo sem razočaran, ne? Ampak če je previsoka cena, ni smiselno dražiti, ne? Ker je preveliki naval, ne? Ker je bilo predrago, predano. Nič kaj poceni to ni bilo, ne. Na JMSS pa ob tem poudarjajo, da sredstva nujno potrebujejo za nakup 5 novih stanovanj, celovito obnovo 15 enot in delno obnovo 40 stanovanj. Nadaljujemo s tradicijo dobrodelnosti. Člani in podporniki Združenja Koraki za korakce okroglih 10 let v Mariboru prirejajo dobrodelni pohod. Tudi tokrat so zbirali denar za nakup opreme in potrebščin za osnovnošolsko mladino. Obletnica je bila posebna na več načinov. Začelo se je z otroško predstavo Janko in Metka, ki jo je zbranim podarila Drama SNG Maribor. Nadaljevalo s spominsko majico. Osnovni namen pa skozi leta ostaja enak – pomagati. Pomagali bomo osnovni šoli Skoč, ki bomo opremili gibalnico. Osnovni šoli Leona Štukla pa bomo pomagali opremiti računalniško učilnico, otrokom iz zavoda Dornave v dnevnem centru na Dalmatinski ulici v Mariboru pa terapevtske pripomočke. Pomagati sošolcem, prijateljem, tistim, ki to potrebujejo, je motiv, ki je združil več kot 1000 predstavnikov vseh generacij. Zato, ker se nam zdi prav, zdi se vredno, da se sprehodimo v dobri družbi. No? Da pač drugim, ki nimajo denarja, da jim pomagajo. Za dobrodelni namen. A zakaj pa? Za gibalnico. Ker da bomo si razgibavali telo. Moramo biti malo dobrodelni, da pomagamo osnovnim šolam, pa ostalim, ki so pač pomoči potrebni, pa pomembno se mi zdi, da vzgajamo tudi otroke v tej luči. Dobrodelni pohod Korakov za korakce je tako več kot enkratni dogodek. Postal je tradicija, vzor, pa tudi popestritev dogajanja v Mariborskem mestnem parku, ki opozarja na skrb za druge.
Solidarnost je zelo pomembna vrednota, sploh v časih, ko smo vsi zelo orientirani proti materialnim dobrinam in potem enostavno umanjka misel na sočloveka. Tako da z veseljem podpiram vse akcije, ki krepijo solidarnost v družbi. Korak za korakom se prehodi pot. Jubilejnih 60 let so praznovali zaposleni in sodelavci zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor. Kot so poudarili, ob obletnici se ne posvečajo zgolj zdravljenju, ampak vse bolj tudi preventivi oziroma preprečevanju nastanka bolezni. Želimo biti center za ozaveščanje ljudi o pomenu njihove lastne skrbi za svoje zdravje, je ob obletnici izpostavil direktor Mariborskega zdravstvenega doma. Mi smo tukaj zaradi ljudi, zaradi naših pacientov, ker nam ljudje ne hodijo zaradi tega, ker bi jim bilo lepo, praviloma pridejo k nam zaradi tega, ker jih nekaj boli oziroma ker jim nekaj primanjkuje. Tako da to je tisto naše poslanstvo in zaradi opravljanja tega našega poslanstva to je tisto, kar sem najbolj ponosni in najbolj vesel. Bistvena pridobitev, ki je predstavljala mejnik razvoja, je bila lanskoletna uvedba helikopterske nujne medicinske pomoči. Doslej so opravili 75 intervencij. Ta pomoč zraka se je izkazala predvsem na periferiji, torej čim dlje od kliničnega centra Maribor, čim dlje od kliničnega centra Ljubljana. Tam je seveda čas, še posebej pri boleznih, kot je recimo akutni srčni infarkt ali pa akutna možganska kap, potem hude poškodbe glave pri delovnih ali prometnih nesrečah na terenu, je seveda tisti čas do končne oskrbe v bolnišnici najbolj pomemben. Ob obletnicah se poraja tudi vprašanje razvoja. Usmeritve so jasne, postati najbolj cenjena ustanova primarnega zdravstvenega varstva v državi, a prav slednja lahko razvoj finančno podpira ali zavira. Važni so kadri in to dobro usposobljeni visoko strokovni kadri in to je pa seveda jasno brez izobraževanja, nenehnih izobraževanja nemogoče temu slediti. To pa na drugi strani zahteva tudi finančna sredstva in včasih tukaj ni posluha. Breme primanjkljaja denarja v zdravstvu naj bi namreč država prenašala tudi na izvajalce zdravstvenih storitev, s čimer pa tudi na soustanovitelje. Je tudi njena ali naša obvezna naloga in financiramo dejavnost. Fiziatrija je uspešno zaključena, pričakujemo, da bomo pripravili pot tudi za ostale lokacije, ki jih že desetletja pričakujejo in zdravstveni dom krvavo potrebuje. Pravijo, da je zdravje dobrina, ki nima cene. Selimo se v Selnice ob Dravi, kjer so mladi tudi letos kuhali bograč. Na tradicionalni bogračijadi je tokrat sodelovalo 7 ekip, po oceni članov komisije pa so se najbolje izkazali člani ekipe Pavza. 6. leto zapored so na ognjišča pristavili kotle, v njih pa mešali izbrane sestavine na skrivnostni način. To je po mojem od vsakega odvisno posameznika, kaj dale v bograč. Ja, to nam povejo. Vsekakor je treba dati dosti čebule, jo dobro prepražiti, dodati tudi papriko potem, da dobi barvo. Seveda pa res, tako sem rekel, najbolj pomembna čebula. Vsak od nas treh, ki smo v ekipi, doda eno svojo sestavino, skrivnostno sestavino in na koncu pač pride en ponavadi dober bograč ven. Ocenjevalni kriteriji so bili za vse enaki. Mora biti naravnega okusa, meso mora biti prav kuhano, krompir, pač sestavine, pač po izbiri. Ključna je tako osnova, pač kaj gre zelenjava, meso, tako so 3 vrste mesa. Da to je to, da pač znati moraš. Po 6 letih, kolikor jih šteje bogračijada, so se mladinski kuharji že marsikaj naučili. Pred 3 leti pa so dodali še pečenje sladic. Zabavali smo se, potem smo rekli, miške bomo pekli, ljudje so prišli, bili so zadovoljni, tako da zdaj je neka tradicija že. Fajn je taka, zdi se mi bograč, bolj pa taka sladica na vrh. Mama maso nareje, jaz pa v olje, pa je pol to prije miška ven, ne. S šaljivostjo, povezovanjem in oživljanjem osrednjega trga v kraju so dosegli zastavljeni cilj. Naš cilj je, da povezujemo mlade iz ostalih občin in pa da na koncu tudi tisti, ki zmaga, prejme neko nagrado in si zapomne ta dogodek. Nekako je tradicionalno, da ga delamo v sklopu občinskega praznika, s tem mladi pripomoremo k nekemu pestremu dogajanju v naši občini in pa da spet mlade povežemo na en skupni prostor, kjer se zabavamo do večera.
Za junij pa napovedujejo, da bodo povezovali s športom. Nostalgično tradicijo povezovanja pa v Mariboru ohranjajo s poklonom Ezl-Eku, letos že 14. in kakor vsa leta doslej polnim obujanja spominov in zgodb. Ezl-Ek je bil in je spet najbolj znan vogal v središču Maribora. Tega se z veseljem spominjajo tistim, ki so ga doživeli v času njegovega razcveta, pred več kot 3 desetletji. Mi smo ostareli frajerji, ampak občutek je fantastičen, ker ogromno naših kolegov še pride iz nostalgije. Z dušo, tisti, ki so še živi, pa malo migajo, pa tudi stare dame so tu, smo zelo veseli, oni sedijo in uživajo. Občutki so fenomenalni, kot da bi bil v tistih časih. To za mene je en praznik, ko sem tukaj vsako leto, prav praznik. Tako da bojo še mladi vedeli, kaj je bil ta Ezl-Ek nekoč. Tu je bila kavarna noter, tu je bila živa glasba noter, vsak dan. Ampak prav je, da ste se zbirali tukaj tudi stari. Točno pri teh oknih, tukaj pri oknih. Veste kaj, navadno največ ponedeljek po nogometni tekmi, pa smo debatirali tukaj. A ne samo debatni krožek, to je bilo stičišče mladih, zaljubljenih src. Odnos ženska-moški je bil tak, mi smo samo tu mimo počasi hodili, oni so pa tu stali pred Ezl-Ekom in so seveda verjetno komentirali. In pa smo šli po Gosposki dol, pa po Gosposki nazaj in se spomnim, dve moji prijateljici sta se zagledali Ezl-Ekarja in obe sem jaz bila poročna priča. Srčni spomini bodo večni in prav to je tisto, kar združuje generacije. Vrednote, ki so jih utelešali nekoč, danes predajajo na mlajše in tako je pred 3 leti nastal festival Ezl-Ek. Uspeh lahko sodimo, bom rekel, po obiskovalci. Vse gladko teče, glavno pa je, da združujemo ljudje, ti nasmehi pa povejo vse. Torej je to zadovoljstvo. Smo razvili festival, kateri se pa, bom rekel, skozi sodelovanje, povezovanje še z ostalimi društvi izkaže kot eno dobra praksa in primer dogodka, ki ga lahko dajemo našim meščanom in tudi vsem ostalim obiskovalcem, ki prihajajo od drugod. Grajski trg je bil pravo stičišče dobre volje, domačih dobrot, predvsem pa avtohtone glasbe. Od zabave k športu. V občini Selnica ob Dravi že več kot 70 let igrajo in trenirajo odbojko. Ob tradicionalnih turnirjih ohranjajo tudi rekreativna srečanja. Poleti na mivki. 2 društvi, 2 turnirja. V prvem tednu praznovanja občinskega praznika so na Fali igrali in tekmovali v trojicah, na turnirju, ki so ga pripravili člani Johannes kluba. Namenjeno je vsem rekreativcem, pa tudi tistim, ki smo kdaj trenirali ali pa še trenirajo odbojko, da se pač udeležijo oziroma prijetno s koristnim oziroma malo športnega udejstvovanja. Sodelovalo je 10 ekip. Vsi so dobri tu, tako da trdo se je treba boriti. Super je, lepo je, da se tako dogaja, pa dobro je zorganizirano vseeno, je hrana, pijača in nič nam ne manjka. Vredo je, da se začne sezona na mivke. Prav tako na mivki pa je v drugem tednu občinskega praznika potekal še en tradicionalni turnir, ki so ga pripravili člani športnega društva Turbina. Imamo 6 ekip, mešanih ali pa so istega spola, nismo določali kriterijev, samo da so se prijavili in da uživajo v igranju odbojke. V stilu ni pomembno, koliko si star, šteje le druženje in zabava ob športni aktivnosti. Mislim, da je super, da se malo zberemo, pa malo v bistvu se družimo kot generacijsko, da vsi igramo. Odbojko že imamo dosti dolgo let, dosti generacij v Selnici, pa se pač malo srečamo, pa garamo na mivki, se vidite. Je bila kar naporna. Ja, pač ker so starejši pa bolj izkušeni. Ja, imamo kondicijo, pa željo sploh po igranju, pa voljo, pač da priznaš poraz, pa vse, pa športnost. Super, glavnem mivka, ena popestritev za odbojko. Dejansko se je to začelo pred 20 leti. Prej tega nismo poznali v naših letih. Zato, ker se rekreiramo ter zabavamo z odbojko.
Dodano vrednost pa predstavlja, če to lahko počneš na svežem zraku. Ta vikend pa boste lahko še bistveno več časa izkoristili za šport. 3. in 4. junija v Mariboru prirejajo tradicionalni že 27. športni vikend. Po besedah organizatorjev bo ta priložnost za pestro in aktivno preživljanje prostega časa. Tudi letos se bodo aktivnosti odvijale 2 dni. Na lokacijah pod in na Mariborskem Pohorju bodo izključno lokalna društva in klubi priredili športne aktivnosti, ker se bo našlo za vsakogar nekaj. Našim obiskovalcem bo na razpolago približno 40 različnih dejavnosti na 19 različnih lokacijah, ki seveda se lahko udeležujejo v skladu s svojimi željami in pa seveda po urniku, ki je napisan. Gre za že 27. tradicionalni športni vikend v Mariboru, ki vsako leto pribavi veliko domačinov in obiskovalcev od drugod. Glede na lepe napovedi, vreme, pričakujemo letos tudi rekordno udeležbo. Predvsem tudi zato, ker je precej novih vsebin in vabim vse, da si pogledajo spletno stran športnega vikenda Maribora in tudi ugotovijo, da je za vse in vsakogar, za vse starostne kategorije nekaj zanimivega. Dogodki za vse generacije bodo zagotovo popestrili dogajanje v Mariboru. Organizatorji so tako poskrbeli tudi za dostopnost na dogodek. Zato je na razpolago brezplačen prevoz z avtobusom številka 6. Upam, da jih bo čim več to možnost izkoristila, s tem bo manjša gneča za parkiranje pod samim Pohorjem. Poraba sedežnice Radvanje je brezplačna, kar se tiče pa krožno-kabinske je na razpolago, torej povratna vozovnica za 1 evro. Tako nas čaka pester vikend. Ob tem pa so organizatorji vse udeležence pozvali k odgovorni vadbi in primernemu obnašanju ter upoštevanju navodil. Preverimo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Ta četrtek 1. junija ob 10. bo na Mariborskem atletskem stadionu Poljane potekal že 13. miting specialne olimpijade Slovenije. V četrtek ob 15. lahko na promenadi Mariborskega Lenta spremljate študentsko regato osmercev. V petek 2. junija ob 16. lahko greste na visoko čajanko Maribora na Gosposki ulici. Prav tako v petek ob 16. se prične tradicionalni 24-urni dobrodelni vzpon na Martnico. V petek ob 21. pa bo v Vetrinskem dvoru na sporedu koncert ob 70-letnici podjetja TAM Europe. Toliko za enkrat, spremljajte nas tudi na spletu, na bktv.si in na Facebook strani BKTV kanala. Nasvidenje!